Pogled ne bo usmerjen na konc delovne površine, ves čas tja na konc gleda, vrtiva. Kva pa je tole? 100% električni. Ja. Pod 10 000. Jaz sem ne vem kak domet ima. Ja, to je namest skuterja, samo da je pokrit. Zanimiv. Za pomestih je to čisto v redu. Plastika. Spominja me na une kante za smeti, ki so obvajt. Evo, imamo tukaj fičota, abarta, enaka skoraj folija, oziroma če ni enaka kot pri moje S2 Jurja, se pravi, tole je 1.4 turbo, 5500 se vrti, 180 konjev, 250 Nm navora. Enkrat sem ga vozil, no. Bi ga pa res tako prav vozil dirkalno. Pa imamo tukaj enega dirkalnega Peugeotčka, pa imamo novi Peugeot, ima kar hudo masko, no. Pol imamo Meco, AMG SL, vidiš isto ima kot S2 Jurja, platneno streho. Platnena streha je dobra zaradi teže, a ne, da ni avto težek, pa ne rabiš ful kompliciranega mehanizma. Tukaj imamo še en Mercedes, AMG GT, to je v bistvu GT 4 vrati, ta je bolj civilna verzija, varianta za družino. Pa imamo enega DS-a, imajo kar odbite oblike, tak vesolski mi deluje. Jeepa, krvin Jeep je Fiat, to dobro zgleda. Pa imamo enega Stelviota, je ogromen, če primerjam z unimi. Quadrifoglio, tole naj bi pomenilo orang, če je ta prava Quadrifoglio, ne vem, ponovno dajo sem nalepke. Imamo pa zraven tukaj električnega Mercedesa, ki je meni, ni mi lep. Ne vem, kva delajo s temi električnimi avtomobili, ampak res gre v neki poseben dizajn, ki je čist svoj. In da bi rekel, da mi je ful lep, mi ni. Wranglerja se spomnim, sem vozil let 1999, roko fotor ga je imel, gor imel še one špic lampe, pa tiste cevi, pa smo šli na morje v Maredo, pa ker sem jaz imel edini izpit, sem ga vozil. Bi si prišel, da je avto doben, je bil pa ful trd, pa ful je skakal, pa puh G, se pravi tole pa ruske sanje, pa en izmed najbolj pokvarljivih avtomobilov, tako da, pa tisti, ki imajo denar za tole, imajo tudi za servise. Tako da, tukaj so pokazali te neke avtomobile, zdaj gremo pa naprej. Evo, not pogled. Prav imaš svašta, imaš Mitsubishija, Sixta nov, pa imaš Civica, mnogo Civica še nisem videl uživo. To je Sport 2.0 motor. Se pravi, on dela na elektriko, a ima bencinski motor, kakega fila. Zdaj ga dejansko prvič vidim noter uživo. Malo me spominja na 4. generacijo Civica. Samo kako se tole puca, kaj? To se pa sprašuješ, ko ga imaš. Prejšnji mi je bil bolj brutalen, ta je bolj civilen, pa se ga ne brani. Tukaj imamo pa novega HRV-ja. HRV mi je lep. Sem se prijavil za Civica in mi je dala 13.30, a ura je 11.15. Tako da vam zdaj malo hara okol, dokler ne prijem na vrsto, pa da zafuram Civica, da vidim dejansko, kako se kje to pelje. Tako da me prav zanima, kako bo. Tle imamo pa simulator prevračanja. Ne daj Bože, to v pravem lifeu spoznaš. Kako se v bistvu v primeru, da prstaneš na strehi, zvlečeš ven. Ja, sem da pravi nesreči ti prtiš 200 noter, a pa 150. Kaj je to za en avto? Citroen Omi. Evo, kaj to predstavlja dejansko? Malo bolj mestno vožnjo. Aha, ok, se pravi, to je v bistvu skuter streho, kaj? Tako. Električni, ne? Tako, imate tudi za moped registrsko, tako da zadeva se lahko opravlja samo z izpitom B, ker je pač AMI, ne? Ok, ok. Gremo not. Safety number one priority, ne? Tako. Ok. Ok, dajva zdaj ključ zavrteti. Da malo zapiska, da se zadeve prikažejo. Vidim, ja. Ok, mava pri strani ročno, na desni, to bo spustila. In pa na levi strani imamo tipko D. Ok, cool, dobro, hvala. Ok. Spustimo ročno. Piska. Ok, D. Pa mora stvar iti. Opa! Hudo! Lekaj, jaz se fura pa premišljam za bojniku, stari. Kada bi se vozil v kanti za smeti, tak feeling je, kaj vas plastičen. Ajde, idemo gas. Daš do konca? Ujebo, te sliš se kao avtobus. Op, op, op. Do konca gas, evo ga, do konca. Do konca sem ga. To je to, 45 gre, 40. Noben se ni hotel furat s tem. Vsi so preveč fini. Stari moj, jaz ga z eno roko motam, gled to. Nagiba se pa tudi kakanta za smeti. Saj je zanimiv, stari, tako. Iha! Saj ne tako kaj minibus, kaj pa bremze?
Ok, cool. Benze, prima. Kaj je minibus je? Kam jaz moram jati? Aha, tukaj. Stari, jaz se bom prevrnil, se bom, jaz do konca. Vse gume jim bom zradiral. Kaj jaz moram? Prav počutim se kao kanti unija, veš, za razvrštavanje smeča. Zdaj imam una kanta rumena, embalaža. Skoro sem se prevrnil. Jaz do konca. Dobar, izkušnja pa je, pa gled, pa še šibe lahko. Evo, damo ročno in damo tu in povlečemo po moje. Čakaj. Tale. Kaj si ti zdaj bavaš? Tole? A ja, jaz pa tega. Ne, ti se za zapret. Ok. Kaj ne rečem, zabojnik za embalažo na kolesih? Ja, baviš pa vse živo. Točno tako. Super avto, sve med kriti. Tale pa hud, modra barva. Pa zvočnik ima, veš kaj je električen. A ja, to imajo tako točke po Vranskem in na vsaki točki je pač ena firma avtomobilov in se pač greš pelat. Priješ tja, rečeš, jaz bi vozil, ne vem, Alfo in ti da tak listek in čakaš na vrsto. Za Hondo komi 1:30. Jaz, ki sem vajen bolj živih avtošovov, pa da se res na polno dogaja, je tole bolj tako umirjena zadeva. Se vidi, da je ful starejših ljudi in da so dejansko poprečni kupci avtomobilov tle, ni nekih divjanj, ni nekih supercarsov. In tle so ljudje, da sprobajo avto, katerega lahko bojo v prihodnosti kupili. No, takole delajo pa profesionalci iz oddaje Volan. Enkrat so mi celo še majico poslali, ker sem se prijavil. Se bomo spet imeli kako. A boste spet imeli kako majico? C4X, pa tudi do zelo dinamičnih. Giulia. Če me je kdaj firbec matru, me je pa matru, kako se obnese avto oziroma kako bi jaz reagiral, ko bi šel na tako mokro površino, ko ti zanese zadnji del. Pa vedno se mislim, jaz sem majster, jaz bi to rešil, sam, a bi res. Po moje bi mogel kar probati, ja, pa da dokažem sam sebi, a sem dober ali nisem dober. Ta inštruktor tle, ki ga vidiš, ta je bil pa na podcastu par atmosfercih. Sem ga po glasu spoznal. Glej, za tisto Alfo je bilo kar čakati, sem si vzel neki kombi, neko trugo, neki mrcački voz, Mercedes, pa se grem zapelat. Živijo, jaz sem Dino, Dinoti. Živijo, jaz sem Manuel. Jaz se ukvarjam s temi YouTubeom pa to. Pa res? Poslušam tudi malo komotarja, pa sem te malo poslušal, pa si govoril in takoj po glasu sem te prepoznal. Daj mi povej, kva moram zdaj tle narediti. Nič, zelo enostavna vaja. Sam voz. Tako, se pravi 45 nekje hitrost. Okay. Ko pride do tega, da bo avto na zadnji osi zdrsnil, pomeni prije do prekrmarjenja. Ja? Okay. Avto zdrsne, morava zadevo rešiti. Ne rešujeva ne s plinom, ne zavoro, ampak samo z volanom. Kam je treba volan zavrteti? Tja, kamor gledava. Okay. Se pravi, če zdaj pogledaš proti meni, boš volan tudi vrtel v levo. Drži? Dobro. Če bi pogledal tja proti unim avtomobilom, bi volan. Zato naj ti bo vodilo ta črtka na črta, ki je po sredini. Okay. Če bo tja gor gledal. Aha, v sredino skozi glej. Tako. In ko se bo glava obrnila, bo šel tudi volan v to smer. Koliko je treba volana zavrteti? Kolikor se ga da. Okay. 45 km maksimalna hitrost, no deva. Pogled ne bo usmerjen na konc delovne površine, ves čas tja na konc gled. Vrtiva, tako poravnava. In zdaj se poskušava še tej vodi umakniti. Če nama to ne uspe, noben problem, bova to naredila v drugem krogu. Dino, res si hud. Ne, pa veš, da si dobro naredil, vrhunsko si naredil, rešil si. Drugače nisem vedel, da moraš mimo vodu v njih. Zato, ker ti nisem niti rekel, Ja. zato, ker je to za drugi krog. Ne mora biti vse v prvem krogu. Evo, pa sem končno doživel, kako se je voziti, ko ti zadnji del vnese. Kada ne vem, kada nijem S2 Jurja, pa ne rešujem tega. Važno, da me je inštruktor pohvalil, da sem vrhunski, tako da sem potrdil sam sebi, kar sem si mislil, da znam voziti.
Evo me, končno sem v Hondi, imam inštruktorja Darkota. Darko, povej mi, kaj bo počela? Preverila bova aktivni tempomat in sistem za samodejno zaviranje pred nenadno oviro. Zdaj sva prva v koloni in bova na tem ravnem delu dvakrat morala ustaviti, da ostali vidijo, kako ta aktivni tempomat deluje. Ok, super. Mi bova pa potem to na letni tarči doživela. Torej nekje 35 na uro. Ste pripravljeni ostali? A skupaj gremo? Kolone en za drugim, ja. Ok. Borut, si pripravljen? Smo, ja. Ok, štartamo. Torej nekje 35 peljeva. Elektrika. To pa nikaj moja Honda S2 Jurija, VTEC. Zdaj bova pa počasi ustavila do nule, torej čez do popolnoma ustavimo, da bodo oni od zadaj v koloni potem videli, kako. Zdaj bova tukaj ne na tempomat, ampak malo na plin, ta gas, peljala naravnost proti podrtim stožcem in se potem izognila tem 3 stožcem, ki so podrti tako malo šikano. Pa vseeno toliko plina, da malo doživite zdrs. Ajde, pa izvolite. Opa. Tako, pa gremo. Ups. Pa poravnat, malo zavore. Zdaj pa tempomat vklopite. Kako ga poklopiš? Ja, desno, kje je ručko. Tale? Ja. Tale? Zgoraj, levo. Tako, To, ok. pa gremo na tale rumeni avto. A se bo samo stavil? Ja, nič ne zavirate. A se zabavaš? Stop. To pa ni bil dober občutek, ker nimaš tistega zaupanja, Bi ne? oči že prej reagirali, V ne? bistvu moj fotor ima CRV-ja 2.19, pa ima isto zadevo, pa je rekel, da parkrat ga je rešil. Pa da to malo stisnem, da jem. Honda je izgubila dušo! Kaj nam je naredila elektrika, ne? Kam gre to, Ja, ne? kam gre to? Jaz sem držal svojega dizela Korda, cel life S2000 pa do konca. Tako da, dok bom benz, jaz imam old school. Ok, pa smo furali novega Civica, pač elektrika, čist modern avto. On je mene hotel sprobati za tempomat, jaz pa vedno nisem za kva se gre, meni je bilo važno, da probam, ko se voz. Gremo zdaj tja na trojko, tam zgleda kar dost Frey avtomobilov. Evo ga, tukaj imajo pa test dvopogonskega sklopa, pa 4-pogonskega sklopa in tole imitira kao snežno progo, kad drsi. Da grem povedati se do Alfe, da jedno koliko je Alfa fura, me prav zanima. Torej, vedno boste šel tamle do tistih stožcev, se boste ustavil. Potem pa najhitreje med stožci navzgor, vedno med stožci. Tamle bo čas začel šteti, tamle gor na konc drsne površine boste imeli uro na levi strani, pa boste lahko očitil ves čas v sekundah, koliko ste rabo do gor. Ok, zdaj sem probal sprednjo pogon Alfa, zdaj grem pa probat tega, kar ima moj fotor, 4-kolesnik Honda. 4-kolesni pogon, kjera razlika, ej. Puh, to ne moraš verjeti. To kot da ne drsi nič. Joj, kjera razlika, ej. Ta pa 4-kolesni pogon. Ja, čist druga pesem. Je pa razlika med Alfo pa Hondo, Alfa je ful bolj, kako bi rekel, zatesnjena, tisti bolj nemški občutek je. Pri Hondi je pač Honda, ne. Nima toliko izolacije, ampak tole sem speljal, da mi niti enkrat kolo ni zdrsno. Niti enkrat. Prej non-stop. No, 4-kolesni pogon je narejen za take zadeve. Evo ga, zdaj pa tega džipa vozil, pa gremo gor v klanc, v offroad. Grem, pridem. Kako ga jaz to sreča za inštruktorja? Zdravo. Ok, kaj bova počela zdaj? Ok, smo na SUV poligonu, oziroma v smislu, da bomo mi malo preizkusili premostiti tele ovire. Imamo Jeep Wrangler, model Sahara, lahko bi sneli tole streho, ampak žal danes jo ne moramo. Čaki, da, idemo. Tako, D kot drive, imamo, bom rekel, bencinskega, ga 2.0, ter pa priključni hibrid. Če bi vozili samo na elektriko, nekje 50 km. Se pravi, ni VTEC-a. Ne, kar greva koražno. Levo se drživa. Tako kle so lahko mogoče malo hitrejša, voda še vedno zgledna. Ja, kar ga vrti, a? Ne tista 180, pa kaj dajmo v službenim avtu, bodimo zgledni. Ja, prometni znak, Idem 5 km na uro, tako. Imamo jame. Tako, kar gremo. Dejansko bolj bo, ampak kar lepo, s konstantnim plinom. Opa! Ja, koliko je bilo omejitev? 5, mi gremo 15. Dobar je, vse vpanje, a ne? Ok, 5. Tako, tudi tukaj, ja, gremo vmes. Čim bolj s konstantnim plinom, da premostimo tele ovire, vidimo, da ni nekih težav, ne, z lahkoto, ker dejansko to je res tisti Jeep, no. Jaz mislim, da če bi tole kupil
samo za po cesti bi bil on kar malo užaljen. Ja. Stari moj, me je Tako, kar kar strah vmes. v to jamo jod, ker nisem navajen toliko visokih avtomobilov. Vidim po obrazu, da ima treme. Ja. Zdaj pa leva kolesa ne bodo gor tako. Leva gor tako, kar počasi, s konstantnim linom, pa kar levo zavijava, mimo stoscev. Odlično, ja, da premostiva tam nekje 18-stopinjski nagib, kar desno, ostro, obračava, kar nekaj dogajanja je tukaj, zato se bo vozila po asfaltni površini. Pa glede na to, da daj vas testirati, če se pelje še malo hiter, tako, super. Tako. Vse kar potegne. Dobro, ja, super. Skoraj toliko, kot moj skuter. Odlično. Kaj bo malo registrirano, ne? Bo. Sam moram blokado dati to, da me policaji ne dobijo. Odlično, ja, takole lahko parkirava. Super, Dino, odlično ti šlo. Pridi še, da k nam ne hoditi pik zbijati. Kljub temu, da imamo tudi te tečaje, pridi z motorjem na varno vožnjo, jaz sem inštruktor tudi za motoriste. Dej zrihti, bom prišel. Odlično, Bom. vidimo se. Itak se nikoli ne dobiva, da se gre. Srečno, varno na cesti, pa bodi še toliko dober vloger. Čau. Srečno, čau. Ja, če to ni bilo dobro, da si srečal v bistvu svojega kolega, poznava se preko... V bistvu on mene pozna preko YouTuba. Počasih mi izrihta karte za policijsko filharmonijo, veš, kaj ono trobe. Spoznal sem ga pa tako malo drugače. Punci sem nosil televizor iz enega stanovanja v drug stanovanje, ura je bila 6, bila je tema in on se je ustavil s policijskim avtom. Ustavi se! In pride do mene in tako, čigav je televizor, jaz tako, kaj je, to je zato, ker sem jaz črn. Pa tako on, se jaz sem tudi črn. In pa je rekel, Dino, ti se te poznam, a ne, enega so oropali tukaj, pa zdaj gledamo pač sumljivce, a ja. In vedno sem jaz sumljiv, isto je bilo v šoli. Zdaj gremo pa malo tole zafurati. Ok, smo v električnem vozilu, Mercedes so kar podobni med sabo. Čudno mi je, ko v bistvu sploh ne laufa, veš, jaz bi kar zalaufal. Veš, meni noben ni povedal, kako se to pelje. Čak, kje imaš ročno tukaj, ko so tu izklopke? Čak, jaz to pržgem tle? Ne. Not ready, ready, jaz dam gas, ni nič. Kje imaš, kaj moram narediti? Jo. Kaj je to, kamion iz Amerike, iz 60-ih? Katastrofa! Glej, kje ima za šaltati? To me spominja na Ameriko. Pa dober, aj, se nikoli ne bi najdel, po prvič vam povem, jaz bi iskal tukaj nekje, pa tukaj, ampak ja. Zdaj se bomo zapeljali tja gor, pa tam, pa nazaj. Ajmo. Opa, elektrika. Brez zvoka, brez emocij, zavera pa ful. Pa glej, če si ti star 100 let, pa rabiš mer, je ta avto top shit zate. Tukaj, ko motor prpalijo mojega. Joj, kaj mi bremza, veš, kako bi jaz zdaj to vletel. Ajde. Hop. Uhu! Je nič, to je to, mislim, da imam dosti za danes, zafuril sem se vse posod, bolj upokojensko, ker večinoma bilo upokojencev, ampak glej, pasale malo zapeljati se v prihodnost. In ko mi čakam, da prijem dam, pa da jaz ko dam ven, pa da zapalim VTEC, bam, da se spet počutim živega. Tako da hvala Emil Freju za ta dogodek, bilo je fun. Like, share, subscribe, vse veste. Pa naročite se, bodite member, boste dobili več robe. Ajde.